Ta zgodba je pomembna lahko po eni strani za javno zdravje, po drugi strani zato, da bomo vsi nekako pregurali do neke spodobne starosti brez hujših posledic. To je seveda potem tudi v navezavi z dolgoživostjo, ki me tudi zelo zanima, z drugimi družbenimi fenomeni. To je vse prepleteno na nek način, ne. To je ta sodobni način življenja, ki nam vsi govorijo, ne vem, na Instagramu, moreš to, ne smeš to. To je konstantni pritisk na naše življenje in se znajdemo zelo hitro paralizirani v smislu, v bistvu ne morem nič in ne bom nič, in se hočeš, ne vem, zavleči na kavč, pokrit pa knjigo brati, ne. Marička. Kaj se pa vi greste? Ja, kaj misliš? Kopljemo. Temu je treba priti do dna. Ne praskajte po površju. V podcastu Društva novinarjev Slovenije Gašper Andrinek z gosti razkriva, koliko prekopavanja, vrtanja in trdega dela je nujnega za kvalitetno novinarstvo. Podcast Zgodba za zgodbo. Zdravo, Teja. Pozdravljen, Gašper. Kak si kaj? Odlično, prav ponosna sem, pa zelo vesela in zelo počaščena, da si me povabil. Me veseli. To je podcast Zgodba za zgodbo, podcast Društva novinarjev Slovenije o odmevnih novinarskih zgodbah, ki so nas tako ali drugače zaznamovale, odpirala vprašanja, poskušale najti odgovore ter razkrivale nepravilnosti in krivice, informirale, izobraževale. Jaz sem Gašper Andrinek, moja gostja je novinarka Pop TV-ja Teja Šentjurc. V zadnjih letih pripravljaš poglobljene vsebine za informativno oddajo 24 ur v rubrikah Fokus in Inšpektor. Res? Tako je. In pogovarjala se bova o zgodbi, ki jo sicer spremljaš že nekaj časa skozi več različnih zgodb. Osrednja tema pa so kemikalije. In nazadnje si objavila zgodbo o embalaži. Sicer konec letošnjega februarja, kar se zdi nekoliko daleč, ampak seveda zelo, zelo aktualna. Zdaj vsi, ko gremo na dopuste, recimo, pa tako si pakiramo hrano v različne embalaže. In še preden se lotiva te tvoje zgodbe za zgodbo, mogoče samo obnoviš na kratko svoj prispevek. Ja, v bistvu to je zelo veliko lažje reči, kakor narediti, zaradi tega, ker ta zgodba ima v bistvu že zelo dolgo brado in pravzaprav je še veliko bolj aktualna, kot bi mislili, ker je ravno prejšnji teden je znova se na ravni evropske politike in evropskih odločevalcev spet malo, kako bi rekla, zataknilo in želijo spet podaljšati čas, ko se lahko proizvajalci prilagodijo temu, da ne smejo določenih kemikalij uporabljati in podobno. Mislim, to je nenehen proces, je zelo, zelo pomembno za naše vsakodnevno življenje in je pač dejansko zelo praktično. Je pa po drugi strani zelo težavno, ker so to stvari, ki jih ne vidimo, ki ne vemo točno, kaj nam naredijo. Samo na koncu se vsi čudimo, zakaj ima toliko ljudi alergije, zakaj otroci prihajajo tako zgodaj v puberteto, zakaj je toliko neplodnosti, zakaj en kup nekih težav, ki so povezani pač s sodobnim načinom življenja, no. Ampak to je tudi krivda pravzaprav vseh teh kemikalij. Ko je šlo za ta prispevek o embalaži, Začela si ga tako, da si sama si pripravila embalaže. Ja, ker je zelo težko je pokazati. No, vse to je. Zelo težko je pokazati oziroma prikazati tako zapleteno pa zahtevno stvar, kot so, ne vem, kemikalije v našem vsakodnevnem življenju. Pravzaprav gre za to, kako malo oziroma premalo se zavedamo, kaj z embalažo počnemo. Namreč embalaža je absolutno nujno potrebna zaradi mikrobiološke varnosti naših živil,
pač zato, da ostanejo proizvodi relativno sveži, da ne pride do kontaminacije in podobnih stvari, vendar pa, kaj se na koncu izkaže, je to, da velikokrat ne vemo, kako pravilno s tem ravnati. Ne? Glede na to, da še vedno ni nekih odločilne zakonodaje, ki bi recimo problematične kemikalije prepovedala, je na žalost zelo veliko na potrošniku in zelo veliko na posamezniku, da poskuša sam nekaj narediti. In v bistvu sem se lotila tega raziskovanja dejansko pri sebi v kuhinji. Kaj imam jaz v kuhinji? Kaj nekdo, ki že nekaj ve o tem, pa kakšne neumnosti še kar počne. Kako si pripravljam, ker si pač nosim obroke v službo, kako jih zapakiram, zakaj je tak problem, sem se morala spet spomniti, zakaj je tak problem v bistvu naročanje hrane, še bolj pogrevanje hrane v neprimerni embalaži, do tega, da lahko gremo v trgovino s svojo embalažo, kar marsikdo misli, da jih bojo čudno gledali ali pa ne vem, ne bojo. Dejansko so recimo na delikatesah zelo dobro vejo, kaj in kako. In če priješ ti svojo, ni noben problem. Ti bojo dali v tvojo embalažo. Seveda pa stvar navade, ne? Navada je železna srajca, tako pri vsem, ampak v resnici je kar, tako bom rekla, nekako vsi pravijo, upa je težje, tako živeti, ko malo pomisliš, da se razumemo, noben, tudi jaz ni da vedno vse tako počnem, daleč od tega, pač poskušaš malo zmanjšati. In pa ko se enkrat navadiš, v bistvu ugotoviš, da ful manj časa zgubiš s tem, ko gledaš pol na one nalepke, pa kaj, pa spet milijon teh nekih oznak in ne vem kaj. In to mene recimo veliko več časa mi vzame, kakor to, da vzamem pač svojo stekleno posodko, pa pač grem s tem. Raziskovala si torej vsebnost kemikalij v embalažah, ki so nevarne za naše zdravje, ki nekako neposredno, posredno, na dolgi rok, srednji rok vplivajo na naše življenje. Ampak to v bistvu se nisi zdaj tega lotila, te teme, že kar nekaj časa v resnici to raziskuješ, pa me zanima čisto nekako od začetka, kje si začela oziroma kdaj in kako si se tega lotila, kaj te je mogoče spodbudilo k temu? V bistvu se je vse začelo z problemom bisfenola v spodnjem perilu. Ko so, tega mislim, da je pa že res več kot 1 leto, Zveza potrošnikov Slovenije je to objavila in seveda mislim, pač čakaj, kakšne kemikalije v gadkah, po domače rečeno, in tako malo se je zdelo na prvi pogled malo mogoče banalno ali pa bizarno, ampak ker pač sem res firpčen človek, in ker me vse bolj in bolj zanimajo in fenomeni in sodobno življenje, enostavno je moja urednica Alenka Maro tudi rekla, tole bi bilo pa mogoče zanimivo, in je res se izkazalo, da je zelo zanimivo, tako kot je pravzaprav vsaka tema. Če se jo res dobro lotiš, je lahko zelo zanimiva. In to me je pa strašno potegnilo, ker nisem mogla verjeti. Jaz sem začela kar naenkrat svoje spodnjice, svoje spodnje perilo, zmetala sem stran vse, kar imam tistega spodnjega perila za oblikovanje postave, ker sem pač bolj prsepa, in pol včasih je fajn tiskati, malo stisne. Vse je šlo v smeti, ker nisem mogla verjeti, kaj si delamo z pač nenaravnimi materiali, predvsem s temi sodobnimi materiali, in kar me je strašno presenetilo, je to, da so pravzaprav bile najdražje gadke najbolj problematične. Med drugim recimo se je izkazalo, da na ljubljanski tržnici si dobil najboljše bombažne gadke. Ali pa recimo v kakih bolj nizkocenovnih trgovinah. Tako da to sploh nima, kako bi rekla, nima neke osnove, da boš rekel, ok, bom kupil nekaj, kar je drago, pa bo zihar dober. Bo dober
za tisto, kar hočeš. Če hočeš, da te naredi vitkega, ne? Pa če hočeš, da se ne vidi rob hlačk, ja, zato je dober, ne? Ampak bisfenoli, to so v bistvu posebne take kemikalije, ki se uporabljajo, recimo, sproščajo se ob elastanu v teh plastificiranih materialih, so pa hormonski motilci, no? Predvsem, bisfenoli so predvsem hormonski motilci, to je tudi nekaj, kar recimo ne zgine, ko ti opereš, ampak ga v bistvu še več sprostiš, ko ga opereš, ne? Tako da to je recimo, to se pojavlja pri tisku na tekstil, pri teh fake čipkah, vse, kar je živih barv, pa ful lepo, pa še vedno relativno recimo poceni, ne. Pri teh dragih, o katerih sem govorila, tukaj gre predvsem za perilo za oblikovanje postave, ker gre pa za te sodobne materiale. Saj recimo, a veš, kaj recimo tudi vsi nosimo, ko se nam je zdaj vedno tako fajn, ta, kaj je proti dežju, Gore-Tex, ne? Gore-Tex, recimo take stvari, to vse vsebuje blazno veliko teh kemikalij, ne? Ker je super, ker je za nek namen, če greš ti na Himalajo, pač to res rabiš, ne? Če ti to nosiš po Ljubljani ali pa kje, po mestu, si pa sam škodo delaš, no. Mislim, vsi ti funkcionalni materiali, ne, sodobni so lahko zelo, zelo problematični. Tako da s tem se je začel. A veš, da nisem se niti sama zavedala, zelo po domače bom povedala, no, dokler nisem sama začela z nadomestno hormonsko terapijo in sem dobila od zdravnice pač tak špric, zašpricen si na kožo, ne. Čakaj, to je nadomestek estrogena, ne, in tako sem kako, ne, pravi, se čez kožo gre vse, ne. In dejansko sem pol šele mislim, res dojela, ne. V bistvu koža je zelo prepustna in mi čez kožo, sploh pa čez sluznico, blazno veliko nekih, kako bi rekla, elementov, kemikalij in tega skonzumiramo. Tema je ful zanimiva in takoj smo v resnici začeli govoriti o temi in ne pa tem, kako se ti v resnici lotevaš takih prispevkov, kar me pa tudi zelo, zelo zanima. Kako se lotiš potem takšnega prispevka? Že si rekla, izhajaš iz sebe, zato ker si zelo radovedna, kar je mogoče ena izmed vrlin novinarja, ne, novinarke. In izhajaš iz sebe, hočeš pokazati potem ljudem, razlagati, ne, skozi strokovnjake. Kako? Pravzaprav se poskušam dati v kožo pač enega povprečnega Slovenca, povprečne Slovenke, ki pač enostavno samo poskuša živeti svoje življenje, ne, in se ne trudi biti preveč vzvišen nad vsem, ne, in se mi zdi, da se je to tudi zelo prepoznalno, da enostavno vsi smo samo ljudje in vsi imamo neke težave v vsakodnevnem življenju. Ja, vsi si želimo izboljšati kakovost našega življenja, hkrati pa tudi kakovost okolja, v katerem živimo in celega sistema, v katerem živimo, ne. In pa če se postavim v to vlogo, naredim research, ne, seveda zelo podroben, ne vem, jaz sem vmes ravno konec leta lani sem šla tudi v Bruselj na eno posebno konferenco na temo teh novih kemikalij, večnih kemikalij. Moram se blazno, mislim, zelo, zelo zahvaliti doktorici Mileni Horvat iz Inštituta Jožef Štefan, ki je res izjemna znanstvenica, izjemna ženska in mi je tudi pomagala razumeti recimo vse te kemikalije in da ni nič z nami narobe, če enih stvari ne razumemo, če ne vemo, kaj je milijon tistih E-jev in tistih oznak na embalaži, če ne razumemo, da to ne pomeni, da smo neumni, ampak da ima tudi ona s tem težave, pa je res. Kaj so to bisfenoli, recimo? Ja. Tudi ni na nas in tudi, da ne bi smeli biti na potrošniku, da moramo mi vedeti, kako preveriti v nekem proizvodu, ali to je in potem to izbirati, ampak so to pač problematične kemikalije, ki bi morale biti prepovedane.
Mogoče na tem mestu že takoj eno vprašanje študentke novinarstva Vite. Vaši prispevki, vključno zgodbo o mikroplastiki, velikokrat izhajajo iz vprašanj, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju. Kaj vas prepriča, da je takšna tema vredna poglobljenega novinarskega raziskovanja in ko raziskujete temo, pri kateri se pojavlja veliko mitov in napačnih informacij, kako veste, da ste prišli do točke, ko je zgodba dovolj raziskana? Jaz mislim absolutno, da je tisto, kar se tiče vsakodnevnega življenja ljudi, pravzaprav v prvi vrsti tisto, kar je vredno novinarskega raziskovanja. Načeloma vsi, ki smo desetletja v novinarstvu, smo šli čez ene faze in se ti včasih zdi, je huda frustracija lahko, ko ne moreš nič kaj narediti ali pa se ti ponavljajo vsake volitve, so ista zgodba. Vse je skozi isto in ljudje si pa zaslužijo, da se ukvarjamo tudi s stvarmi, ki mogoče na prvo žogo se zdijo neki brezvezne, pa v resnici sploh niso, ampak so toliko večje zgodbe za tem, ker mi moramo vedeti, da recimo ravno pri teh kemikalijah, vsako uro se globalno na svetu ustvari 40 novih kemikalij. V Evropski uniji imamo, kako bi rekla, pod nadzorom ali vsaj delno omejenih 70. Trenutno jih je pa nekje na svetu okrog približno 100 milijonov, mislim, da. In zdaj, to so stvari, ki jih mi vsakodnevno konzumiramo. Nihče v resnici ne ve in tudi znanstveniki ne morejo vedeti, kaj se zgodi, ko se vse to meša, ker tudi znanstveniki preučujejo vsako posebej. In se mi zdi, da so to res pomembne stvari, sploh, ko vidiš, koliko denarja. To mislim, da je zdaj ne me vled za jezik, ampak mislim, da je tretja največ vredna lobistična skupnost je v Bruslju za kemikalije. Se pravi, nekako navadili smo se, da je problem nafta, energija, take stvari, da se lobira za neka gospodarstva. Mislim, še vedno pa ne vemo, oziroma se premalo zavedamo tega, kaj pa v bistvu vse te kemikalije, ki omogočajo bodisi cenejše proizvode, bodisi takšne, ki so nam bolj všečni, bodisi bolj praktične v smislu, da ne rabimo nič več kaj delati. In kaj to prinese. Vse skupaj ima pa blazna zdravstvena tveganja in po nekaterih ocenah, mislim, da recimo samo za PFAS-e, to je ena skupina teh kemikalij, da je ocena nekje 100 milijard letno, da bo samo Evropsko unijo stalo zdravljenje posledic tega, če se ne bo nič naredilo. Če dejansko se ne bo nič premaknilo. Ampak mi se pa res sprašujemo, še vedno, pa so otroci, imajo vedno več bolezni, pa je vedno več alergij, pa ne vem, vsak tretji par ima težave pri zanositvi, pa so moj ta-mal ali pa ta-mala že pred 9 letih v puberteti, menstruacije se začnejo pred 10 letih ali pa še prej. To je ziher, imamo, ne vem, slab luft. Mislim, govorimo o tem, da so te kemikalije eden velikih vzrokov onesnaženja, v katerem živimo, se pa tega bistveno manj zavedamo. Če smo se zdaj po, 70 letih, odkar znanstveniki govorijo o segrevanju ozračja in o podnebnih spremembah, zaradi tega, ker pač vidimo dnevna neurja, ujme, dejansko rekli, mogoče pa je res kaj na tema, si ne upam pomisliti, kaj bo, če se na tem področju ne bo nič naredilo. Se pravi, na nek način imamo onesnažena telesa. Tako. In tudi tu je seveda spet, treba je pohvaliti Slovenijo, ker smo ena redkih držav, ne celo edina v EU, ki imamo v zakonodaji humani biomonitoring.
In to je tisto, kar izvajajo meritve za bodisi nove kemikalije, bodisi težke kovine, bodisi mikroplastiko v naših telesih. Dobra novica je, da smo Slovenci zelo v povprečju. Nič ne izstopamo. Ampak dejstvo pa je, da so vse te problematične kemikalije dejansko so v nas. In tudi mikroplastika je v nas. In to niso stvari, ki se jih da spucati, po domač rečen. To so kemikalije, ki jih, sploh PFAS-i, so kemikalije, ki jih v bistvu nihče ne zna razgraditi. To ni, to je to, če to v spodnjem perilu gre to, ti to opereš, gre, itak se namnoži, mislim, bolj zakompliciranje. Ja, znanstveniki bojo v luft skočili, kako jaz to razlagam, ampak gre v vodo, gre v naše okolje, mi to spet konzumiramo in to je v bistvu se zelo akumulirajo. Se pravičujem, kdaj je to dosti raziskano? Nikoli. In tudi nikoli ne bo. Mislim, tukaj govorimo o tem, da znanstveniki nimajo tega dovolj raziskanega, ampak če bi čakali na dovolj, ja, pa lahko čakamo zavedno in potem lahko pač kapital, industrija, gospodarstvo dela svoje in nikom ništa. Že si omenila, kako zelo težavno je celo za znanstvenike raziskovanje in vse to. Ampak vendarle, kako pa, na kakšen način pa preverjaš informacije? Ja, jaz se v prvi vrsti vedno zanašam na znanstvenike. Vedno moram reči, da imamo res v Sloveniji odlične znanstvenike na vseh področjih. Drugače obstajajo tudi posebni inštituti za tovrstne stvari in tudi preverim pri njih. Seveda to ni televizično, mislim, ampak moram jaz vedeti, da to drži. Sploh skandinavski kolegi, nemški kolegi so tudi zelo napredni glede tega. Težko oporeka nekdo temu, da so določene stvari škodljive. Problem je, ker industrija recimo zelo minimalno spremeni neko strukturo, neke kemikalije in pa, ker je to malenkost drugače, lahko oni rečejo, ja, se ne morete reči, da je pa to isto strupeno pa nevarno, ker niste za točno to stvar naredili 30-letno študijo. Ampak kot vam bojo povedali vsi kemiki in vsi na teh neodvisnih inštitutih, če kvaka kot račka, če plava kot račka, če zgleda kot račka, je zelo verjetno vsaj podobna rački. In pač nimamo kot človeštvo, nimamo časa. Zdaj se tle prepucavati, po domač rečen. V prispevku si imela enega podjetnika oziroma znanstvenika, raziskovalca v enem izmed podjetij, Ja. Kjer so razvili neko Tako. plast za to med pločevino in pa hrano, ki naj bi jo obdržala in vse to. Kako si vedela, da je recimo vreden zaupanja? Predvsem zato, ker sem preverila ga z večjih strani, od njegovih recimo temu sošolcev na doktoratu na faksu. Si se ukvarjala s tem? Ja, seveda, absolutno. Mislim, ti nekemu podjetju sam po sebi, in sploh, ker je pač samo podjetje me čudno gledali, zakaj to hoče narediti, pa so bili oni bolj zadržani. Ok, there's something there. Mislim, mi je bilo to kvečjemu plus. Pa tudi, ko se potem z enim takim človekom pogovarjaš neposredno, ti je jasno, ampak oni so dobili tudi nagrado posebno zaradi tega. To je pač nesporno v mednarodnem prostoru prepoznano. Zato so tudi njihovi izdelki potem dražji. Zato so tisti, ki uporabljajo pač te njihove premaze, ti izdelki tudi mogoče dražji, in se ljudje ne zavedajo, da pač je to vse del cene nekega proizvoda. Vse to, kar govoriš recimo, in kar poročaš, bi lahko na nek način
povzročilo tudi neko manjšo ali pa celo večjo moralno paniko. A si se kdaj tudi o tem spraševala oziroma kako, na kakšen način vplivaš na ljudi? Vedno. Vedno, zato ker vidim pri sebi. Se pravi, to ni znanstveni pristop, če gledaš pri sebi, ampak ne gre za to, jaz vedno tudi poskušam poročati o teh stvareh tako, da vedno dam neko alternativo. Ne samo govoriti, ne to, moraš to, ne, pač opcija je takšna ali pa drugačna. Ne. Tako imenovani solution journalism. Tako ne bo, vse vam tudi noben znanstvenik ne bo rekel, to pa je 100%, ne, tako in tako, ampak ne, če vemo, da vsak nek plastičen proizvod vsebuje nekih 16,000 kemikalij, ne, pa niso vse namenoma dane v to plastiko, velikih lahko nastane sproti, niti vseh ne poznajo, vemo pa, da nekje približno 20% ali pa 25% teh je toksičnih, je strupenih. In zdaj, veš, koliko mi tega pokonzumiramo. Ne? Hkrati ti pa noben resen znanstvenik ne bo rekel 100%, ne, je to povzroča to. Ne, mi vemo, da lahko, ne vem, bisfenol ima tak pa tak učinek, fas tak pa tak, ftalat tak pa tak. Ampak, kaj pa se zgodi, ko se vse to meša? Ne? Kaj pa potem? Ne? In pač enostavno, recimo, ko sem gledala tudi, ne vem, na eni švedski spletni strani, mislim, da prav od njihove vlade ali ministrstva, no se to isto, ampak so navodila, ne, kako kot potrošnik biti bolj racionalen. Sej ni neka velika znanost. Manj kupovati, manj stran metati, kadar je možnost, kupovati lokalno pa sezonsko. Mislim, s tem smo že naredili ful veliko, pa seveda probati čim manj plastike. Je pa tako, brez plastike ne znamo živeti in tudi svet ne more funkcionirati in trenutno nimamo nobene druge opcije, kot uporabljati plastiko. Ni nam jo treba, pa vedno in povsod, in tudi plastike so različne in pač lahko zmanjšamo pri določenih stvareh. No. Mislim, tiste 2 steklene posodice za hrano si pogrevati v službi, pa mislim, da ni tak problem. No. Ves čas poudarjaš v resnici, ampak vseeno me zanima nekako strnjeno, zakaj je ta zgodba pomembna. Ta zgodba je pomembna lahko po eni strani za javno zdravje, po drugi strani zato, da bomo vsi nekako pregurali do neke spodobne starosti brez hujših posledic. To je seveda potem tudi v navezavi z dolgoživostjo, ki me tudi zelo zanima, z drugimi družbenimi fenomeni. To je vse prepleteno na nek način. Ne. To je ta sodobni način življenja, ki nam vsi govorijo, ne vem, na Instagramu, moreš to, ne smeš to. To je konstantni pritisk na naše življenje in se znajdemo zelo hitro paralizirani v smislu, v bistvu ne morem nič in ne bom nič in se hočeš, ne vem, zavleči na kavč, pokrit pa knjigo brati, ne? Pa upati, da bo nekako se išlo. Ne rabimo biti revolucionarji, lahko pa majhne stvari spremenimo. Je pa treba tudi od odločevalcev zahtevati odgovorno ravnanje. No? Kaj te je mogoče najbolj presenetilo pri vsem skupaj, ko raziskuješ to? Koliko je tega? In dejansko, kako ene stvari, ki so nam samoumevne, ali pa ki se nam zdijo fajn mogoče, niti niso tako fajn. Zelo me je presenetilo, ker se pravim, poskušam tudi sama v svoje življenje uvajati vse te, mislim, pa ne gre spremembe, no, ampak pač nekam se ti usede. Ne? Ugotovila sem, kako strašno me je začel motiti, ko ljudje dišijo, oziroma zdaj mi že to smrdi, po pralnih praških in po mehčavcih.
To me recimo prav vidim, kaj je tam noter. Presenetilo me je, da dejansko vse to, kar mislimo, da je čisto, da je dišeče, da je prav, da je lepo, pod vplivom reklam, pod vplivom marketinga nekega, da to v resnici vse prej kot to. Vsi moramo vedeti, da recimo pralni praški, ki obljubljajo perfektno belino, ni nujno, tako bom rekla, da ne bo kdo se, da dejansko očistijo, ampak zelo pogosto samo flek pobarvajo nazaj na belo. Ne gre za to, da bi to bilo dejansko čisto, ampak mi vohamo kemikalije, mi smo navajeni na ta, da je svežina, da je bela barva, čista barva, da je ta nek vonj po mehčavcu, vonj čistega, pa v resnici ni. Priznam, da sem šele zelo, zelo pred kratkim slišal oziroma smo tudi odkrili, da trdovratne madeže najbolje odstrani vrela voda. Sama vrela voda. Se pravi, zdaj ni, da bom jaz se šla mojo prababico pa vse na roke delala daleč od tega, ampak se pa včasih se pa izkaže, Se izkaže, ampak kakšen trik, dejansko triki se obnesejo, ampak se pravi, včasih tudi, če se zafleka, ni ta konc sveta, Bolj važno je, da je čisto, pa mislim čisto v enem klasičnem smislu. Kakšne odzive si prejela mogoče v povezavi s to zgodbo? Moram reči, da fenomenalne in da odziv med ljudmi je krasen. Mislim, krasen, tako bom rekla, krasen mi je zato, ker so začeli razmišljati o enih stvareh. In da dejansko, in da me sprašujejo, da me ustavljajo, da to, kar sem si želela, pravzaprav priti v njihove kuhne in v njihove dnevne sobe in se ukvarjati s kakovostjo njihovega življenja. Vse to, kar tamle v parlamentu zelo pogosto čist prezrejo, če se mene vpraša, ali pa na vladi. In res fantastično se mi je zdelo, strašno mi je vedno neroden. Ampak ja, odzivi so krasni, ljudje spreminjajo navade? Ampak zelo velikokrat me povprašajo še enkrat, a pa ziher, a pa res, Veste, sem gledala, pa a bi mi... A ne pretiravate? Niti ne, ker vse to so ene stvari, ki jih mi načeloma vemo. Mislim, sej vemo, da plastika ni okej. Ampak, tako sem rekla, brez plastike ne moremo. In nekako veš, da ni dobro tistega mehčavca vlivati, ko, ne vem, po gadkah se pa vidiš tudi, zdajle, ko so te vročine, ko zašvicaš v kakem materialu, boš kako zašvical, kako bo koža reagirala, kako, Se pravi, to so... Nekje mi to približno vemo. Sam smo radi na komot. In pa, ko jim pokažeš, da v bistvu ni tak problem, pa se kaj premakne. S katerimi temami se mogoče v zadnjem času še posebej ukvarjaš? Se pravi, zelo v povezavi z tem sodobnim načinom življenja. Zanimajo me trendi, ampak ne trendi v smislu... Poganja potrošništvo. Ja, tako, bravo. To je v bistvu ta beseda, kaj poganja potrošništvo in pa seveda mlade generacije. To si tudi delala podrobno, Ja, to pa Generacijo Z. Ja, to so... jaz sem navdušena nad njimi, moram reči. In se mi zdi, da se jim dela zelo krivica, ker to vrednotno, neko, mislim, vrednotenje, bodi si dobro, bodi si slabo, ne gre za to, ampak vsaka generacija je imela nekaj. Ravno, ne vem, zadnjič se družimo z
pripadniki iste generacije, ne, in spet jamrajo, ne, pa ti tam mladi. Pa rečem, ne, kaj pa to, kak je bilo pa pri nas? Tebi je bilo super, kot je mati ali pa fotor to govoril, ne, sem res smo isti, ne. Mislim, ne smemo jim delati krivice. Zelo so fajn, zelo veliko delajo, razmišljajo pa drugače kot mi. In mene to zanima, ker res me zanima, kam bojo stvari šle, kam bojo te generacije peljale. Zadeve ne gre za to, ali nam je to všeč ali nam ni všeč, ampak enostavno, kaj se v družbi dogaja. Se pravi, po eni strani to vsakodnevno življenje in vse te, kako bi rekla, nevarnosti in pasti, tudi pasti potrošništva, in tu moram res pohvaliti in naše uredništvo in Pop TV kot tak, ker na Inšpektor, Fokus in Dejstvih 24 ur imamo absolutno proste roke in se nam nihče ne meša v to in dejansko in Alenka Marovt in Metka Majer absolutno to podpirajo. No. Gre vse čez, nikoli ni nobenih težav, ker to so, temu mi rečemo, uporabniške stvari. Jaz sem se pa zelo našla v tem, ker se mi zdi, da je velikokrat zapostavljeno pri izkušenih novinarjih, češ, da ni dovolj prestižno, da ni dovolj vredno naše pozornosti. Tudi moram reči, da še vedno tudi slišim kdaj kaj, tudi od kakih kolegov kaj tazga. Ja, včasih si pa pomembne stvari delala, zdaj pa se z nekim lifestylom ukvarjaš. Ne? In ne vem, no, mislim, pač kakorkoli, meni res se mi ne da s tem ukvarjati, ampak je zelo, zelo zadovoljujoče in se mi zdi zelo, zelo pomembno. Pomembno za prihodnost, pomembno za naše okolje kot tako in pomembno tudi zato, da opolnomočimo ljudi, da bojo zahtevali zase ene boljše rešitve in neke odločitve, ko se ne gre. Mislim, res ne znamo javnega zdravstva normalno usposobiti. Zdaj bomo pa ljudi še bolj bolane naredili. Mislim, dejstvo je, da nas vedno nove in nove kemikalije, te večne kemikalije, ki ostajajo pri nas delajo revnejše, nas delajo bolj bolne in dejansko ogrožajo družbo kot tako, v imenu kapitala in dobička. In tukaj pa tudi absolutno ne smemo pristati na to, da se odgovornost popolnoma na potrošnika prenese. In tu res vsaka čast potrošniškim organizacijam, ZPS-ju. Lahko se celo zgodi, mislim, da mi je celo uspelo, da bi sprejeli uredbo, da bi mogoče lahko mi omejili določene nevarne kemikalije v izdelkih za otroke, še preden je to na evropski ravni potrjeno, kar bo pač, domnevam, da mogoče v roku 5 let, kar bi bilo pa že kar epsko. Se da tudi na lokalni ravni marsikaj narediti. Zelo pomembna tema, absolutno, in vsekakor se boš verjetno še ukvarjala s tem. Ja. Absolutno. Mogoče samo še eno vprašanje proti koncu sva, ki je na nek način povezano seveda z novinarskim delom, procesom. Tega si imela gotovo skozi kariero precej veliko. Trenutno je recimo v teku zbiranje podpisov za referendum o preiskovalnih komisijah v parlamentu. V preteklosti si tudi preiskovala in raziskovala kakšne občutljive teme. Kakšen je morda nek ta tvoj odnos z viri? Kako jih ščitiš? Ampak, a veš, sej ne gre za občutljive teme. Občutljiva tema je vse, kadar dregneš v neki. A veš, spet, to je ta naša percepcija o pomembnih pa manj pomembnih temah. Ampak jaz lahko imam recimo, ne vem, v zgodbi človeka, ki bi sam pač rad povedal, da koliko je neki preplačal ali pa so mu neki prodali, pa pač je ful težko povedati, da so te malo nasračkali, z reklamami,
In je treba predvsem paziti tudi na njihovo na spoštovanje teh ljudi, ne? In pa tudi na to, da se jih ne izpostavlja, ker vsi delamo neumnosti. In je treba zelo imeti en občutek, za ljudi. Ali pa, ne vem, če se gre za parkirno mesto, pa če je lahko še toliko pa je lahko Tržič, pa bo lahko imel glih tak težave, ker bo rekel, da se mu zdi predrag parking z županom, kakor če, ne vem, je whistleblower od nekega podjetja. Ne? Ki bi ti povedal, da uporabljajo škodljive kemikalije in da vsi to vedo. Mislim, kako bi ti vzpostavljal ta odnos s takšnim virom, recimo? In kako bi ga zaščitila? Imaš kakšne posebne metode, ne vem, uporabljaš varno komunikacijo? Ja, absolutno ne puščaš, mislim, ni to... Ne komuniciraš na isti način, kot komuniciraš z ne vem, nekimi uradnimi organi. Ne? Tam rabiš paper trail, ne? Sploh zato, ker velikokrat tudi ne odgovorijo ali pa ne komunicirajo. Vedno se tega človeka zaščiti in je pa tudi tako, da absolutno razumem, vedno bolj, sam veš po parih desetletjih v tem poslu, da pravzaprav je biti žvižgač ekstremno težko in praviloma nima srečnega konca. Ne? In zato zahtevati od ljudi, da se izpostavijo, mislim, moraš biti odgovoren do tega. Ne? Kadar je to potrebno, se tudi človeka zakrije. Mislim, mi smo vse na televiziji, televizija pač ima svoja pravila, jaz ne morem napisati, ja, pa mi je ta vir to povedal, pa mi je ta vir to povedal. Ne? Lahko pa recimo, kako stvar prikažem mogoče drugače, ne? Ampak absolutno pa ne bi izpostavljala sogovornikov takrat, ko ni treba za ceno nekega, ne vem, 20-sekundne izjave, ne, niti podrazno. In vedno razmišljam, kakšne bodo posledice. Sploh, ko se ukvarjaš tudi z nekimi sodobnimi pojavi, recimo kot so influencerstvo, vplivništvo, ko tukaj govorimo o otrocih in takih stvari. Mislim, je treba zelo tudi spoštljivo ravnati, tudi takrat, ko mogoče se s čim ne strinjaš, ali pa misliš, da je kratko malo neumno, ampak jaz pravzaprav za nič več mislim, da je neumno, ampak me sam zanima. Te res hvala za ta pogovor. Ja, hvala tebi, hvala tebi za vabilo, vem pa, da veliko govorim. Kar je super, kar je za podcast odlično. Imamo pa še čisto zadnje vprašanje, ki je nekako klasično, tradicionalno zadnje. Katero knjigo bi ta trenutek priporočila? Ta trenutek berem Empuzi od Olge Tokarczuk. Sem na sredini in strašno dobro kaže. Drugače pa pač All Stars, so pa, ne vem, Aleksandrijski kvartet. Si prebrala? Seveda, lani na morju. Okay. Požrla. Na seznamu že ne vem kako dolgo. Potem recimo, ne vem, seveda Kristjan Novak, vse, kar pač on napiše. Vsakič znova sem šokirana, da je izdal novo knjigo, ma ni šans, da ona je bila predobra že prejšnja, ne? Pa je spet fantastična. Ne? Od Jedrt Maležič, vse iz slovenskega okolja, tudi njeni prevodi, razni Vrnoni Suboteksi in podobne stvari, tako da zelo, zelo različne. Nekaj, kar pa mogoče, ne vem, če pogosto, ampak res priporočam, je pa Laurus Evgenija Vodolaskina. To je pa ena od knjig v zadnjih letih, ki se me tako res dotaknila. Drugače pa, ne vem, lahko vam delim Goodreadse moje. Super, hvala te. Hvala, Gašper.
To je bil podcast Društva novinarjev Slovenije, Zgodba za zgodbo. Nanj se lahko naročite v vseh aplikacijah za podcaste. Podcast izhaja vsak zadnji ponedeljek v mesecu. Veseli bomo, če ga boste priporočali in delili še komu, saj verjamem, da lahko na ta način procese novinarstva še bolj približamo javnosti, ki je ključna zaveznica novinark in novinarjev. Uvodni avizo je nastal v produkciji Radia Študent, avtorica vizualne podobe je izjemna Samira Kentrič, pri vizualizaciji je pomagal tudi Maja Valerij. Hvala študentom novinarstva za vprašanja, v tej epizodi ga je postavila Vita Zadnik. Jaz sem Gašper Andrinek, pišete mi lahko na gasper@naprej-forward.org. Pa še tole. Društvo novinarjev Slovenije počne zelo veliko različnih stvari, ki so povezane z izboljšanjem razmer novinarstva, tudi konkretno za novinarke in novinarje. Posledično pa to pomeni tudi boljšo obveščenost javnosti ter tudi boljšo družbo. Zato nam kakršnakoli podpora, tudi finančna, zelo veliko pomeni. Na naši spletni strani novinar.com lahko poiščete povezave, kako nas podpreti, sprejemamo donacije, enkratna nakazila ter tudi odstotek od dohodnine. Za še več informacij, kaj vse počne Društvo novinarjev Slovenije, pa se naročite na Novičnik. Pišite na stik@novinar.com. V naslednji epizodi pa, tako kot zmeraj, ne povemo še, naročite se, to je to. Srečno! Za čisti konec pa samo še tole. Ta projekt je financiran strani Evropske unije, izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja ali avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo. Niti Evropska unija, niti izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo ne moreta biti odgovorna zanje.